Da bo naše učenje učinkovito, ni dovolj, da učno snov samo beremo, vidimo izvedbo pri drugih, mogoče sami enkrat poskusimo, temveč si moramo za učinkovit priklic in povezovanje in sklepanje, pa tudi za zmožnost praktične izvedbe, te informacije tudi zapomniti. Ključni proces, ki omogoča relativno trajnost naučenih vsebin, je zato spomin oziroma proces pomnjenja, ki je opredeljen kot ohranjanje informacij v nekem časovnem obdobju. Za razlago procesa pomnjenja običajno uporabljamo trifazni model spomina, ki sta ga Atkinson in Shiffrin pripravila že leta 1968 in govori o 3 fazah pomnjenja. Torej o 3 različnih oblikah spomina: senzorni ali trenutni, kratkoročni ali delovni ter dolgoročni spomin. Poznavanje principov delovanja našega spomina nam lahko pomaga pri bolj učinkovitem učenju, saj lahko na ta način uspešno prilagajamo naše okolje in strategije v smeri čim večje zapomnitve snovi. Prva od 3 struktur spomina je senzorni ali trenutni spomin. Predstavlja fazo, ko izbiramo dražljaje, na katere bomo pozorni in ki bodo šli v nadaljni proces. Traja le nekaj sekund in je ločen za vsak čut. Tako lahko govorimo o vidnem senzornem spominu, slušnem senzornem spominu in tako dalje. Iz množice dražljajev, ki nas ves čas obdajajo, izberemo oziroma prepoznamo, opazimo le tiste, na katere smo selektivno pozorni. Torej, ko sedimo v sobi in pišemo domačo nalogo, je naš vid usmerjen na tipkovnico, na zaslon in podobno. Pa vendar nas obdaja tudi cela soba, vidimo stvari skozi okno. Tudi zvoka ne slišimo, nekako se stopi v ozadje, saj se poskušamo osredotočati na naše misli. Dražljaji, ki jih ne opazimo, pa ostanejo v sklopu podpražnega zaznavanja. Lahko bi rekli, da niso dovolj intenzivni, da bi jih opazili, kar pa ne pomeni, da jih tudi zares ne. Tako so v preteklosti znani nekateri drobni škandali, ko so oglaševalci poskušali to podpražno zaznavanje uporabiti za prodajo. V kinu so včasih delali premore in so tik pred odmorom med sličice v filmu vstavili tudi eno, na kateri je pisalo Hungry, eat popcorn. Vemo, da je potrebnih 24 sličic v sekundi, da jih lahko zaznamo kot gibanje. Ker si te sličice sledijo tako hitro, posamezne zavestno niti ne opazimo oziroma ne vemo, da smo jo opazili. Tako so gledalci filma samo podzavestno opazili to sličico, a je bilo dovolj, da se je prodaja kokic med pavzo povečala. Danes seveda to šteje za manipulacijo in je prepovedano, je pa odlična ponazoritev delovanja podpražnega zaznavanja. Če se sedaj vrnemo v našo shemo spomina, kaj se zgodi z dražljaji, na katere smo pozorni? Ti dražljaji grejo v obdelavo v kratkoročni ali delovni spomin, ki je neke vrste procesor, v katerega lahko prikličemo tudi informacije iz dolgoročnega spomina, kadar jih potrebujemo. Ima omejen obseg, kar pomeni, da ne moremo hkrati sprocesirati velikega števila informacij. Obseg lahko opazujemo količinsko ali pa časovno. Če ga opazujemo količinsko, govorimo o formuli 7 plus minus 2 enoti, torej od 5 do 9 enot. Če bi to poskusili, bi vam brala številke, vi pa bi jih za menoj ponavljali. Torej 2, 5, 4, vi pa bi to ponovili za menoj. V tem se lahko preizkusite in večinoma boste prišli do približno 7 enot. Skoraj zagotovo vsi do 5, nekateri pa morda tudi do 9. Če bi opazovali časovni obseg delovnega spomina, bi ugotovili, da po 6 sekundah izgubimo polovico vseh informacij. Po 18 sekundah pa skoraj vso vsebino, saj nam novi dražljaji lahko motijo zadrževanje vsebine v delovnem spominu. V bolj optimističnih pogledih lahko rečemo, da vsebine v delovnem spominu ostanejo kakšno minuto. Več kot je v okolju motenj
In bolj kot so te izrazite, bolj upada obseg delovnega spomina, zato je za dobro delovanje spomina pomembno okolje, v katerem pridobivamo znanje. Če bi si želeli zapomniti več kot recimo 7 enot, je smiselno uporabljati tehnike združevanja podatkov. Teh 7 enot so namreč lahko tudi sklopi 3 številk, zlogi in podobno. Te metodi v angleščini rečemo chunking, sklopi informacij so chunks. Tako smo si pogosto telefonske številke zapomnili v 3 sklopih. 041, 598, 337 so torej 3 enote po 3 številke. S tem tudi lažje razumemo, da je trenutni svetovni rekord v zapomnitvi decimalk števila pi, še aktualen maja leta 2024, kar 70 000 decimalk. Tudi delovni spomin sam po sebi ni enovita struktura. Sestavljen je iz 4 podenot, ki skrbijo za obdelavo različnih tipov informacij. Tako centralni izvršitelj skrbi za to, katera od ostalih podenot bo aktivna glede na tip informacije. Za informacije verbalnega značaja, torej besede, je zadolžena fonološka zanka. Za vidne in prostorske informacije pa vizualno-prostorska skicirka. Za povezovanje posameznih epizod in izkušenj pa skrbi epizodični medpomnilnik. Kako pa informacije pridejo iz delovnega spomina v dolgoročni spomin? To dosežemo s ponavljanjem. V dolgoročnem spominu lahko shranjujemo ogromno raznolikih informacij. Ima skoraj neomejeno kapaciteto, govorimo pa o več vrstah dolgoročnega spomina. Deklarativni spomin se nanaša na pomnjenje dejstev in dogodkov ter se deli na epizodični in semantični spomin. Semantično znanje se nanaša na dejstva, ki smo si jih zapomnili brez posebne reference na določen kraj ali čas. Epizodično znanje pa je znanje o dogodkih, ki so se zgodili. Zanimivo je, da sta ta dva spomina neodvisna. Tako lahko na primer vemo, da je Riga glavno mesto Latvije, ne da bi vedeli, kje in kdaj smo se to naučili. Semantičnega znanja je ogromno, organizirano pa je v shemah. Sheme si lahko predstavljamo kot predale v omari. V spominu odraslega je najverjetneje na tisoče takšnih shem, ki so zelo različne in različno podrobne glede na naše izkušnje. Tako je shema glasba zelo razdelana, bolj bogata in ima verjetno veliko več podpredalčkov pri nekom, ki je violinist, kot pri nekom, ki je ekonomist. Epizodično znanje je naše pomnjenje dogodkov, ki so osebni spomini na dogodke iz naše preteklosti. Značilno je, da si bolj čustveno obarvane dogodke bolje zapomnimo. Tako si vrhunski športnik zavedno zapomni svoj najboljši dosežek, medtem ko mnoge običajne treninge pozabi. Naslednja vrsta dolgoročnega spomina je proceduralni spomin. Ta se nanaša na pomnjenje spretnosti in drugih miselnih operacij. Gre za pomnjenje vidikov, ki jih ni mogoče ali pa jih je zelo težko ubesediti, kako nekaj narediti. Na primer, kako si narediti topli sendvič ali voziti kolo, kako izvesti postopek križnega računa, pa vse do tega, kako reševati konflikte in kako se odzvati na neuspeh. Samousmerjevalni spomin pa je znanje o tem, kako uravnavati svoj spomin oziroma kako uravnavati svoje mišljenje in učenje. O tem se bomo še posebej pogovarjali kasneje, ko se bomo lotili strategij učenja. Prej smo omenili, da spomin ne deluje enosmerno. Tako se delovni spomin vključi, ko podatek iz senzornega spomina stopi v stik z nekim podatkom, ki ga že imamo shranjenega v dolgoročnem spominu. Zato si bomo med naslednjimi kraticami precej bolj verjetno zapomnili kratice FŠ, OKS, AG, NLB, CEO, ker jih imamo že shranjene v spominu oziroma vemo, kaj pomenijo. Kratice, kot so DWR, NFZ in ŠJK, pa so nam neznane in jih najverjetneje ne bomo obdržali v delovnem spominu. Tudi učenje pri kakšni vsebini na fakulteti lahko na prvi pogled deluje kot učenje nesmiselnih zlogov. Zato je izjemno pomembno dovolj pogosto ponavljanje.
Na tej sličici vidimo, kako se že ob prvem ponavljanju, ki se zgodi v kratkem času po prvem učenju, obdrži več vsebine, še več po tretjem in tako naprej. Drugi dejavnik, ki je pri učenju snovi pomemben, pa so učne strategije in metakognitivne spretnosti, ki jih uporabljamo pri učenju. Metakognitivne strategije so procesi, ki omogočajo zavedanje lastnega procesa učenja in svojih značilnosti ter zmožnost nadzorovanja in usmerjanja učenja. Podrobneje pa jih bomo preučili v nadaljevanju.